11. marec 1999, torej 35 let bo jutri, odkar je iz Sovjetske zveze kot prva od republik izstopila Litva in sprožila potem domino efekt. In Litva je seveda s tem postala tema našega antikviza Labas Rita Sajda. Ja, dobro jutro. In če se že hvaliva s poznavanjem litovskih besed. Ne hvaliva se, ampak... Laisve, to je svoboda po litovsko. Tudi zelo znana skladba obstaja s tem naslovom v Litvi. V nešteto priredbah, pobrskajte po spletu. Laisve. Torej laisve. Midva pa v Litvo. Ja, zelo pomembna beseda v Litvi, ne da bi hotela karkoli prenašati k nam. 5 podatkov o najjužnejši od baltskih držav, 4 držijo, eden ne, 01475 2202, kateri ne. Tole so podatki o Litvi. Podpisan, to je prvi podatek, podpisan dokument o neodvisnosti Litve je takoj po podpisu izginil. Še bolje, izgubila se je tudi kopija tega dokumenta. Podatek številka 2. Hruščov je leta 1950 predlagal, da bi Kaliningrajsko oblast, danes rusko eksklavo, priključili Litvi kot njen sestavni del. Litovci so to takrat zavrnili, ker niso hoteli v svojo republiko toliko ruskega prebivalstva. Tretji podatek pravi, krepšinis oziroma košarka je v Litvi tako priljubljena, da ji pravijo tudi druga religija. Za Francijo in Srbijo je v ligi NBA doslej največ neameriških igralcev prišlo prav iz Litve. Četrti podatek, Dičkukuljaj. To je tradicionalna litovska nacionalna jed iz krompirja, ki pa so jo leta 1900 preimenovali v Cepelinaj po grofu Ferdinandu von Cepelinu in njegovem zračnem plovilu Cepelinu. Tako, in še 5. zadnji podatek. V Litvi moraš biti star 18 let, da lahko kupiš pijačo, ki ima več kot 150 mg kofeina. 01475 2202, kateri od 5 podatkov o Litvi ne drži. Nič 1475 2202, danes torej antikviz o Litvi. Ciril pa prvi, ki nas je poklical. Dobro jutro, dobrodan Ciril. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj pravite? Jaz bi pa bil kar za prvega. Kar za prvega. Ja. Ja, ste že bili v Litvi? To pa ne. Koliko dni samostojnosti praznujejo v Litvi, neodvisnosti? Ciril. To pa ne bi vedel. Samo 2. Ja, tako da tukaj se morda skriva rahel trik, ker podatek drži, res je izginil dokument, je pa tudi res, da je bilo to, kot sem rekel, malo triki vprašanje oziroma izjava. Govorimo namreč o podpisu akta o neodvisnosti po prvi svetovni vojni leta 1918 in ne o tej ponovni osamosvojitvi od Sovjetske zveze leta 1990, 11. marca. Podpisali so tisti dokument 16. februarja in vanj zapisali, da bo Litva demokratična država s prestolnico Vilniusom, torej Vilno. Je pa res, da je bila takrat Litva še zasedena nemško cesarstvo, je tudi še vedno precej intenzivno zavirala vse ostale postopke osamosvajanja, no potem pa sledijo zanimive zgodbe. Ja, original te deklaracije o neodvisnosti je takoj po podpisu izginil. Rekli so, da se je izgubil, nato so zapisali še kopijo te deklaracije, no in tudi ta kopija je izginila leta 1940, ko so Litvo zasedli Sovjeti. Nekako logično za Sovjetsko zvezo. In potem je minilo skoraj stoletje od podpisa. Litva je bila tudi spet samostojna 27 let, ko je original našel profesor Ljudas Majžilis v arhivu nemškega zunanjega ministrstva v Berlinu. Se pravi, da Litovci niso izgubili tega dokumenta, ampak so ga takrat Nemci verjetno skrili oziroma ukradli. Ja, podobno kot se potem 1940 zgodilo še s Skopjo. Skratka, večje države so umikale dokumente, ki bi manjšim zagotovile neodvisnost, Ciril.
zanimivo. Ja. Hvala za klic. Lep dan. Hvala vam, lep dan, nasvidenje. Nasvidenje. Jure, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro. Dobro jutro. 2, 3, 4, Čeprav 5. zdaj kar veliko še ostalo, ne? Ja, še skoraj vse. Lahko na hitro ponovim, se pravi, imamo to Kaliningrajsko oblast, to eksklavo Hruščova, ne? Hruščova, ja, ki je takrat rekel, Ki je da bi to dali predlagal, kar k Litvi. da se to priključi Litvi, ja. Potem imamo košarko in Litovce kot tretje najbolj zastopane tujce, da tako rečem, v NBA-ju, pa imamo te cepelinase, tradicionalno najbolj znano litovsko nacionalno jed, ki se je preimenovala Dičkukuljaj, pa so jo potem preimenovali po Ferdinandu von Zeppelinu v cepelinase, pa 18 let meja, da lahko naročiš oziroma kupiš pijačo, ki ima več kot 150 mg kofeina. Težko bo. Ja, bova kar rekla 5. Peto. Ja, Koliko kofeina ima ena kava? Recimo. težko rečem. Sicer je odvisno, kakšna kava. Je ampak odvisno kakšna, tudi od kakšna, ja, kakšna mešanca, kakšna količina, ne. Midva sva imela to prednost, ne, da sva se lahko pripravila in sva zdaj pametna. Sva namreč šla pogooglati, recimo en espresso vsebuje dobrih 40, dolga kava pa 90 mg kofeina. Torej pod to mejo, ker ne gre v resnici za omejitev pitja kave, ampak za eno drugo problematiko tukaj. Ja, in leta 2014 je bila Litva dejansko prva država na svetu, ki je prepovedala prodajo energijskih napitkov mladoletnim. Takrat so predpisali tudi kazen kakih 140 evrov za prodajalce in 70 za kupce. Omejitev pa je veljala za nealkoholne energijske pijače z več kot 150 mg kofeina na liter, se pravi energijske pijače bolj kot kava dejansko. Tako, ne. razlog pa raziskave o odvisnosti od kofeina in hiperaktivnosti mladostnikov. Tako pijačo je takrat uživalo približno 10% mladoletnih v Litvi. Ja, tako. Narekli Okej. smo espresso 40, dolga kava 90, nad 150 so potem pa energijske pijače. Jure, Ok, videl. hvala za klic. Hvala, lep teden. Lep dan, srečno. Tako, prva je Litva to prepovedala, ne? Mi še nismo, se mi zdi. Pustimo Primož, dobro jutro, dober dan. Dober dan, Dober dan. dober dan, Primož le. Kako se vidi, kako različna je dinamika, kje so ljudje v jutru ali v dnevu. Ja, dober dan, Primož, vi bi Jaz bi kar šterko, no. štirko, Ja. Ugibam. cepelina se. A ste že Ja. bili v Litvi? Ne, nisem. Ste že poskusili, potem niste, ne? Cepelina se. Ne. Zelo intenzivna, taka masna, srednjeevropska, kot da bi v olju namočili Naše krompirjeve, take večje žgance, krompirjeve podobno. cmoke v bistvu. Cmoke, žgance, ja. So pa polnjeni ali z mletim mesom. To je običajno tradicionalna jed, ki jo ljudje prvo poskusijo, ko so v Litvi. Dodajajo jim še kislo smetano, ne, zabelijo, potem obstajajo pa tudi skutni, pa potem z gobami. Za njih pa staro ime Dičkukuljaj. Ja, to ime so imeli do leta 1900, zdaj pa zgodba. Ravno konec 19. stoletja je grof Ferdinand von Zeppelin patentiral ta svoj zračni zrakoplov, neke vrste togo zračno ladjo z balonom. In kdor je že poskusil te cepeline, se ne ve, da precej spominjajo na to plovilo. In tako so dobili potem ime, preimenovali so jih verjetno tudi zato, ker so Nemci na Baltiku takrat imeli precej velik vpliv. Čisto pravega razloga, zakaj so jih preimenovali po njem. Ja, razen te podobnosti vizualne. Pa ne nihče. Ampak so pa jih poimenovali po grofu Zeppelinu. Primož. Velja. Poskusite, ko boste enkrat prišli. Ja. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Sašo, dobro jutro, dober dan. Dober dan, dobro jutro. Še dva podatka sta ostala, drugi in tretji. Košarka in Hruščov.
Jaz bi se kar odločil za Hruščova oziroma za Kaliningrad. Mislim, da je to napačen podatek. Zakaj? Zato, ker ne verjamem, da bi dal kar neko ozemlje, ki je bilo rusko Litvi. Ja. Ni bilo večinsko rusko prebivalstvo. Ne vem, kako se mi zdi. Nekaj od tega, ne? V današnjem kontekstu to morda zveni nemogoče, pa ni, ne? Ja, še ena zgodovinska zgodba. Med Poljsko in Litvo danes leži Rusija oziroma Kaliningradska oblast z glavnim mestom Kaliningrad. V pruskih časih je bil to zelo znano in pomembno mesto Königsberg. Vemo, kako so se v prejšnjem stoletju meje zaradi vojn spreminjale in šle iz vzhoda na zahod, in tam je ostala ta neka čudna eksklava, s katero je generalni sekretar Sovjetske partije Nikita Hruščov hotel nekaj narediti in je v 50 letih razmišljal na glas in predlagal, da bi postala kar del Litovske SSR, se pravi Litovske Sovjetske socialistične republike, in Litva bi s tem pridobila za četrtino velikosti države novega ozemlja. Potem je pa nastopi tukaj Antanas Sniečkus. Tako, takratni šef Litovske partije, ki je temu izrazito nasprotoval. Neuradno seveda, ampak jasno je bilo, da bi z novim ozemljem dobili tudi novo prebivalstvo, skoraj izključno rusko. Temu pa so se v celotnem obdobju sovjetske okupacije Litovci nekako uspešno upirali. Denimo, danes je v Litvi samo kakih 5% prebivalstva ruskega izvora, za razliko od Latvije ali Estonije, kjer je ta odstotek znatno večji, tudi do 30%. V delih večjih mest celo 50% na vzhodu držav, prav tako. Skratka, ja, skoraj bi Kaliningradska oblast postala del Litve, ampak so se Litovci nekako temu izognili. Sašo. Hvala za informacije. Ne? Ja. Ampak imate pa tako, ne, vprašanje, tale za košarko je pa triki, zato ker en del je pravilen, drug del je pa verjetno napačen, zato ste nas malo zavedli. Ne? Ja, ampak poslušajte še pravilen odgovor. Ja. Je kar izrazito napačen. Ne? Ja, ni samo finesa, je Okay. en del konkretno napačen. Prav, zdelo se mi je, da vas mika košarka. Mika. Ampak hvala za klic, Sašo. Hvala. Uspešen teden. Jure, še enkrat. Dobro jutro še enkrat. Isti Jure, ne? Ja, isti. Ampak ne z enakim odgovorom. Trajnost je lepa četnost, so rekel včasih. To pa je res, ja, evo. Drži. No, naša pravila to dopuščajo. Izbral bom kar trojko, no. Kako pa to? Od vseh prav trojko, zakaj pa to? Ja, to je pa že Saša povedal. Ja. Mislim, da je kar prav povedal. Ja, prav, tudi vi ste prav povedali. Je pa tudi res, da bi tudi sam nekako sklepal, da je Litovcev bilo kar veliko v NBA-ju in da bi bili kar v vrhu, pa to sploh ni res. In v tem je napačen odgovor, namreč... To je bilo, tako da ja, tega ne bi sam zbral, bi rekel, skoraj nikoli. Ja. A veste, koliko Slovencev je bilo? Imate to številko, ki je v NBA-ju? Ja, skupaj. Težko rečem. Približno 13, ja. 13. Ja. Tako, Litovcev pa v resnici samo nekaj več. Ja. Oziroma samo 3 več. Podatek velja samo v tistem delu, kot je rekel Saša, ne, da je košarka, krepšinis, kot je rečejo v Litvi, najbolj priljubljen šport državi, daleč najbolj priljubljen. Žalgiris iz Kaunasa, seveda vsi poznamo, je najbolj priljubljen in najbolj uspešen klub vseh časov litovski, pa tudi v evropskem merilu uspešen. Ne. Kar se pa tiče igralcev v NBA, smo rekli Litva. Ja, Litva sploh ni takšna velesila. Je bil Litvan? Kateri? Mohamedov, Žar Mohamedov. Dvomim. Ne, jaz imam v glavi samo, ne vem, seveda Sabonis, pa Kurtinaitis, pa Homičus, pa tako naprej. Tam iz preloma 80-ih v 90-ta. Ja, tako, se pravi, zdaj smo pri teh številkah, ne, 16 Litovcev, za primerjavo rekli smo 13 Slovencev, kaj pa ostali? Ajde.
Ja, recimo Francozov 53, kar konkretno več, a ne, 33 Srbov, 24 Hrvatov, 21 Nemcev, 20 Špancev in 16 Turkov. Pa če dodamo morda za kontekst še druge celine, 64 Kanačanov, 35 Avstralcev, 30 Nigerijcev, 20 Brazilcev in Portoričanov in 16 Argentincev. Se pravi, vseh teh več kot Litovcev, kjer je košarka kot ena redkih držav na svetu velja to najbolj priljubljen šport, celo več kot šport. Religija.